A res? Ja, na polno. Dragi gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli na programu televizije TV Paprika. Gledate oddajo Adam in Eva z napako in tukaj z mano je sovoditeljica. Koliko sem si želel to po 20 letih? Ne bom, no, po 10 letih. Še enkrat to reči. Dobrodošla, Ajša. Živjo. Ful sem vesel. Meni je pa to nenavadno. Že to, da sem bila v maski skupaj. Saj to, klepetati s tabo v maski, zbudi neke druge spomine. A bi rekla, da je to en drug svet, da je to en past life, da je to en prejšnje življenje? Ja, zato, ker sva po mojem oba toliko doživela, se tudi spremenila, ampak iz tistega prejšnjega življenja, ne, pa te drobci so pa še vedno v meni. Tako da ne morem reči, da to nisem več jaz, ker sem, ampak same lepe spomine imam. Ja. Ker vse tisto, kar Slabo tudi ni bilo v bilo redu, stran. je šlo, ampak so bili res nepozabni. Če si pa ne zamislim, da bi mogla iti nazaj v tisto življenje, Pa nikoli. ne. Ja. To jaz velikrat, ko tako privat govorim, ko me vprašajo ali pa zadiši, ne. Jaz ne vem, ti si šla v eno še bolj zahtevno, saj danes bi rad čim več vedenja in znanja iz tega tvojega življenja zdajšnjega potegnil, ampak tako se mi zdi, da v bistvu nihče pravzaprav ni razumel, dokler nisem jaz sestopil z tega vlaka dol, koliko zelo toksično oziroma tako izčrpajoče, intenzivno, ne. Mogoče tudi najine dimenzije ni noben pravzaprav zelo razumel, ker midva sva se uredila in sva se smečkala in smejala na televiziji, kakšna procedura je to bila, dnevna baza, kakšna je bila dinamika, ne. A veš, tako, ko sem se igral z mislijo za podcast, sem rekel, to spet malo diši po nečem tem, ne, jaz se tokrat pogovarjam. Ampak ta proces, ta toliko intenziven proces, kakor je televizija bila za mene takrat, ne verjamem, da sem ga sposoben. Čeprav bi rekel, da sva zdaj bolj zrela, bolj pametna, ne, ti boš zdaj kmalu 40, jaz bom 32. A veš, enkrat si mi napisal sebi še enkrat, ker si mi poslal eno sliko, pa sem si rekla, jaz tudi, ampak takrat, zdaj pa nikoli več. In tudi se mi zdi, da z vso zrelostjo in vsem, kar sem se naučila in vedenjem, če se spomniš, ko si ti prišel z bolano idejo, da bo naredila svojo televizijo, sem še jaz do določenih ekonomistov in sem jih prosila, če pogledajo najin biznis plan, ne. Ta biznis plan je bil nemogoč, ker midva sva imela tako oba skupaj za 50 000 $, pa sva hotela imeti televizijo. Meni je bilo najbolj smešno, ker sva šla, zdaj lahko rečem, katera banka je bila, ker je ni več, ne. Pa ne zaradi naju, ampak ko sva jim šla razložiti, pa so nama rekli, ne, pa saj ti si bila bistra že takrat, ampak jaz res nisem vedel, kaj oni govorijo, s čim bom jaz jamčil, ne. Pa sem jaz rekel, da jaz imam nekaj na računu, a ne, ampak nekaj je bilo v limitu, pa tako. A veš, ampak se mi zdi, da tako crazy, a misliš, da danes ljudje še živijo, a je sploh še možen tako zelo verjeti v nekaj, tako zelo čutiti? Škaj, jaz delam veliko s podjetniki, pa se mi vedno znova zdi, da se zaljubijo v to idejo, ker midva sva bila zaljubljena v to idejo in sva živela za to idejo in tudi plačala malo zdravjem za to idejo. Oba, ja. In se mi zdi, da morajo, ker ta startup svet je tak, ki sva ga midva živela, samo midva takrat nisva vedela, da je to startup svet, ne, midva sva živela čisto, ja. Pa se mi zdi, da zdaj imaš več podpornih elementov, pa imaš te, pa one, pa coache, pa mentorje, pa ne vem, kaj vse imaš. Takrat pa se veš, da tega ni bilo, Mark. Mi smo kar... Ampak, hkrati pa, ideja, da narediš televizijo iz nič na socialnem kapitalu, je nora. Ampak če midva takrat ne bi bila nora, predvsem si bil ti nor, jaz sem ti pa toliko verjela, da sva šla v to, nikoli ne bi speljala. A škaj sem res razmišljala, ne? Res sva se imela rada, res sva imela en tak beyond connection v tem smislu, da jaz sem
bil prepričan, da si ti tista, ki me bo ujela, če bom padel, in verjeten podoben občutek. A ne. In se mi zdi, da je to pol zavezništvo, ki je beyond. A ne. Sej najine življenjske poti so šle potem vsak v svoje. A ne. Se mi zdi, da je tudi nemogoče, da bi lahko nadaljevala, ker je bila ta intenziva toliko velika. A ne. Mi smo začeli dan skupaj, končali smo ga skupaj, se spomnim hrenovke, ki smo jedli pri tebi, ne. In tako se mi zdi, ja, da te intenzivnosti ne bi mogel, ampak preden greva na tvoje zdajšnje življenje, a se ti zdi, da je ta del procesa, tudi ti prišla iz Pop TV-ja, pa Pika, pa pol Paprika, ne, a se ti zdi, da je to en način, ki je tebi pomagal tudi rast skozi medij, skozi medijsko ustvarjanje in delovanje? Sigurno, ampak motiv moj, zakaj sem šel v medije, sem verjetno zdaj ugotovila, ker ne vem, zakaj sem imela tako blazno željo se toliko izpostavljati, ne. Okej. Pa mogoče ga zdaj celo vem, ti, ki znaš kakšne določene stvari brati, in ga mogoče veš še toliko bolj, ampak ni mi žal, res mi ni, mi je bilo zelo zanimivo mislim, se mi zdi, da smo vsi naredili Harvarde, Stanforde, pa še kaj, čez ta naš case, ker smo ga res živeli in ga naredili. Fantastično. Zdaj, ko smo se toliko umirili, si vedno mislim, to je bilo najbolj nor ride, kar smo ga lahko imeli, hkrati pa bi še na ta vlakec smrti, a veš, in absolutno me je spremenili, me je naredili drugačno, a bolj samozavestno, je bilo pa sigurno pomembno to, da smo se imeli, da smo res, a veš, tako leadership. Jaz se res primerjam s plezanjem, ne. Če imaš ti nekoga, tisto vrv, ki veš, da te bo ujel, boš v to šel. Če ne, pa če mi rečeš, daj pej v tole steno, noben te ne bo veroval, in to, kar si prej rekel, si verjel, ne, da te bom ujela, jaz sem pa enako verjela. In sva se ujela večkrat, veš, kakšne vse, ko smo imeli še fakse pred 10 leti, a ne. Kakšne fakse sva dobivala, pa tako naprej. Mene je bilo to strašljivo, hkrati sva se znala pa tudi veseliti. A veš, to, kar je bilo pa pri nas smeha, pa tudi nerealno. Tako da jaz, ko gledam zdaj te startupovce, če imajo tako navezo, jaz jih dostikrat vidim, ki je nor, pa en, ki je pa tako pol malo bolj poduhovljen. Hecam se, ampak ti si bil ta, po mojem. Ja, jaz sem bil ta nor, ne. Ja. Ampak mislim, da sem malo še. Ampak, a veš, ena stvar, ne verjamem, da je naju dva takrat kdajkoli gonil cash. Nikoli. Ne, a ne da. Jaz še zmeraj to mislim, da ko greš nekaj delati sam s tem, da kje je cash na koncu, kje je matematika na koncu, ne gre skozi, ne. Se sploh ne vem, kaj naju je. Ja, Kaj misliš, da naju je? Dokazati, da lahko. Dokazati, da je možno. Jaz sem toliko verjela tebi, pa bila sem se, veš, v eni težki fazi privat. In sem ti toliko verjela, da mene to toliko potegnilo. Res sem se zaljubila v to idejo, da bomo to naredili, čeprav je bila nora ideja, ampak pa smo bili pa toliko nov, da se mi je zdelo, da to pač moram. Jaz nikoli nisem pomislila, niti slučajno, ne. Res ne. Ja. Jaz sem imel mogoče malo to romantično idejo tega, ne. Jaz sem vedel, da en CNN obstoja. Bežno si kdaj gledal. Pa neki se na Pop TV-ju trudijo. Ampak pol sem bila že midva, ne. Jaz sem pač vsak izdelek, vse te stvari, se mi zdi, da sem dojemal tako zelo personal, ne. In da v trenutku, ko sem razumel matematiko, jaz se spomnim takrat, ne vem, meni je bil fascinanten takrat predsednik vlade Janez Janša, ki je v bistvu zelo jasno razumel sporočilo, kako lokalni mediji v resnici dosega. Se mi zdi, da smo se mi zafrkavali z merilci gledanosti, če se spomniš, nekimi merilci, rejtingi in kar je bil totalen bullshit takrat v konkurenci na te velike medije. Ampak, na primer, predsednik vlade takrat je imel zelo profilirano zavedanje tega, da ravno ti mediji, in če gledaš, da je Rovan zdaj dobil, pa ne rečem, da je Rovan, ampak ti skozi tak fokus dosežeš 10-krat večjo. Ker midva so bila njihova frenda. Ja,
Ja, Ker tista dva frenda, ne, to. nekaj povesta, so nama zelo zaupali. Saj veš, kako so naju Ja. ustavljali, pa Ja, vse zgodbe, ki so jih imela, so bile zanimive. Pa po mojem se tudi midva takrat nisva zavedala, čisto kaj počneva. ja, da kaj A ne, delamo, da a ne? ne. Ja. Mojem ne. Saj jaz mislim, da bi to delo veliko bolj, ne vem, jaz verjamem, da je neki uredniški sestanek na Pop TV-ju ali pa na Nacionalki, ali pa da nam zdaj, ne, veliko bolj fokusiran z neko agendo, a ne. Mene je v resnici zanimal, ne vem, Ja. ta pa ta človek ali pa, ne. A se A spomniš razumeš? bombonjere, pa kako Ja. smo do bombonjere Ja, prišli? ja. Pa če zdaj gledaš, vse televizijske mreže zdaj kuhajo kanore, Vsi. mi smo pa Mi zato smo bili pa naredili, ker smo najbolj imeli denarja. čudni. Ja. Spomnim se. A se spomniš, kako je bil Danilo Turk awkward v tem, ki je neko ribo pripravljal, razumeš? Ne? Ampak danes se pa politiki zavedajo, da je Da to to delajo. moment in je to del paketa. Ne? Ti, če hočeš danes biti dober, ne, Sam, a se ti ne ne smeš zdi, biti trd Mark, pri temu. točno to? In to Ja. sem ti hotela vprašati. A veš, ljudje se to zavedajo. In pol ne vem, če omenjamo, a je bil Borut Pahor prvi najbolj simpatičen? A je bil, a ne? Ja. No, on je to delal tako natural. Ne? A veš, tam, ki je visil na uni, Ja. na Ja. ograji, Ja. recimo, ne, ker je bila pol cela Kultna viralka, zgodba, ne? A veš, zdaj pa včasih gledam in kdo bi to rad, ampak nekateri niso za to. In se mi zdi, da tako, mene vedno ta komunikacija zanima, ne? Se mi zdi, da se čutno vidiš, veš. In to je ta neverbalni del komunikacije, ki jo vsi pozabljamo, ker mislimo, da če bomo pa prav povedali, pa to, kar bo, pa ni. Ja, pa ta uniformiranost, a ne, a veš. Jaz danes, ko sem se usedel, nisem vedel. Jaz imam connection do Ajše, imam connection do naslednjega gostja in pač hočem to živeti, a ne. In zato se mi zdi, da je v bistvu mogoče glih takrat bilo, ko še midva nisva razumela, a ne, da sva midva v domove. Si ti predstavljaš, da bi imeli mi social medijo takrat, No. da bi mi lahko rekli ljudem, hej, danes je pa Helena Blagne gostja, a ne. Kaj bi mi lahko počeli? Mi Se nisva- spomniš Esmeralde. Ja. A se spomniš, zgodba. ker smo imeli milijon ljudi tam? Ja, pa nismo Ti vedela, si kaj bi imel pa z sam njimi. vrtenco. 4 vrtance smo imeli, 4 zelene vrtance. ki Ampak, sva a veš, ljudem a lahko obljubljala to splaniraš? presenečenja. Ne, ne moreš. Ja. In zato hočem reči, da jaz mislim, da te mediji zdaj, ne, se bo videla, kaj bo medijski zakon zdaj rekel, a ne, ampak danes je Jože lahko medij, ne, in ta Jože v resnici lahko dela difference, ne. Edin, kar ima problem, pa je, ne, če citiram enega, ki je rekel, da smo na inauguraciji predsednika v Ameriki videli, kako so se prišli pokloniti kralju, ne, vsi te sociali, ker bojo te na koncu odločala, Da. bo ta Jože, njegova komunikacija vidna, ne, se pravi, ali ga bomo A ti tega odrezali. kdaj strah? Ker mene, Ja, tudi mene. ja. Veš, je super, da ima Jože to možnost, ne? Pa super je, da imajo tudi izven našega belega sveta ljudje možnost predoznanj. Po drugi strani je pa vsako znanje enako vredno. In jaz recimo, ko sem bolj v tem poslovnem svetu ali pa tudi znanstveniki govorim, a veš, on hoče točno tako, kot je z argumenti povedati, sam ga nihče ne sliši. Jaz se pa veliko s tem ukvarjam, kako ljudje, ki imajo neka znanja, bi bili bolj slišani, kot Jože, je pa lahko sam pretegnan in bo letel in bo naredil nekaj, da ga bo vsi gledali. In tukaj se po mojem tudi malo ruši cela zgodba, ker je enako vredno, kar reče, ne vem, nekdo, ki ima neka znanja, zdaj pa spet seveda vprašanje, kaj znanja sploh so, ne? A je več to, da znaš ti vrhunsko dobro skomunicirati in si populist, in jaz se bojim, da nas včasih to pripelje do tega, da vprosti poslušamo, kar se mene tiče, tudi norosti, da bomo nekje, kjer so vsem zrušili domove, naredili riviero. Jaz mislim, da so to stvari, ki zelo zagrabijo na socialnih medijih, so pa lahko sila nevarne, ne? Ampak Oprosti, jaz sem kar nekam odpeljala, ne. ampak jaz imam tle vprašanje, a ti misliš, da ta stric res misli, da bo nekdo šel na ležalko tja ležati? Ne. Ampak njega more gnati nek finančen interes. Ne, jaz mislim, da so to bolj pogajanja. Aha. Ja, viš, tle si meni fajn. Se bo nehala s tem, ampak jaz imam z unim prejšnjim življenjem, pa šla na ta zdajšen, ampak jaz imam še en problem, ne. Če Rosvita Pesek reče,
ne, v Odmevih, mi smo bili vzgojeni, da ko je stric rekel, jaz sem imel še staro mamo, ki je rekla dober večer nazaj, mu zvečer pred dnevniku, ki je, a me razumeš, ne? To je Bog, bilo daj tudi sveto, vama, ne? Ja, ampak to je bilo sveto, a ne, se pravi, nekdo, ki je v tej poziciji, a ne, te nove generacije, pa po moje sploh ne vejo, kdo je Rosvita Pesek, a me razumeš, se sem To pregrob, itak. ampak, Mislim, ne, ja. Saj si ne domišljam, da vejo, kdo smo midva, Ja. ne, ampak ni več tega, ne, ta egocentrizem je toliko velik, da je samo to moje dojemanje sveta v mojemu, kako se reče, v mojem algoritmu, Ja. je moj svet, ne. Kar je pa kar Ja, spet grozljivo, ne. nevaren, ker se Ja. ti znova in znova in znova potrjuje Ja. tvoje mnenje, tudi če je sovražno, tudi če je totalno utrgano, pa se pa ponavadi še, če imaš moč in si nek vodja, voditelj, obdaš s takimi ljudmi, ki ti pa samo prikimavajo, ja, da je to res, to, Pol kar ti ti vidiš ja. v svojem mehurčku, je res, Ja. in pol živiš v tem, in No, saj tega me je strah. jaz sem imel z Papriko ta problem, a ne, da je ta najin mehurček bil 24/7 in jaz sem v bistvu izgubljal ta zavedanje tega zunanjega sveta, a ne. Okej, predsednica Ameriške gospodarske zbornice, na evropskem nivoju, na svetovnem nivoju zasedaš funkcije in pozicije, se pravi beyond samo Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji. Si pokazala s tem svojim načinom delovanja. Jaz bi se rad pogovarjal o teh mladih kadrih, ker se mi zdi, da je tle neka odlika. Seveda ne sledim drugim ameriškim gospodarskim zbornicam, ampak se mi zdi, koliko zelo aktivni ste v dogodkih, koliko zelo aktivni ste v tem poveličevanju in zavedanju tega, da ne vem, meni se zdi ta zgodba projekta, ko dajete, ti mi popravsta pravimi izrazi, ko dajete mentorje, ljudi, ki so že ne. Tle se mi zdi, da si pustila eno točen to sled enega pešna in da je to odlikovalo to zbornico. Ne vem, boš mi rekla, se tudi drugi delajo, ne, saj verjetno. Mislim, da v Sloveniji sem jaz direktorica, pa sem zdaj predsednica evropskih, Ja. to je pa v bistvu združuje 50 MČM v 48 državah. Mogoče včasih nataknem tudi tvoja rožnata očala, da si domišljam, da spreminjam s tem svet ali pa saj tisti delček, kjer lahko vplivam, ker ne morem. Jaz, mislim, če si kdo domišlja, jaz lahko pokličem strica, ki bi imel riviero, pa rečem, halo stric, to je najboljša ideja, to absolutno ni res. Res je pa, da pač v določenih okoljih ta moja pozicija šteje. In tudi, kar sem se naučila, je to razlikovanje jaz, kot se veš, kaj me največ pomeni, biti mama in tako naprej, res mi, in jaz kot figura oziroma institucija. In tukaj se tudi majčkeno drugače obnašam, ker dostikrat vidim, da mogoče nas še vedno določene države gledajo malo navzdol, veš, kaj je ta neka Slovenka, ni to ena veš. frustracija naroda sploh, da se veš, mi smo mehni, ampak smo ful lepi. Jaz mislim, da je to v genih noter Meni je to, že. malo me to, Ja, veš, ja. pol, toliko imam pa tega balkanskega melosa, ne, Okej. da mene to obrne in pol mene to flipne in pol jaz bom dokazala. In se pol včasih slišim, da sem agresivna. A ne? Ja, pa res se mi ne zdi, se me poznaš. Jaz sem, veš, kaj ne prenesem, da se mi pogovarjamo in nič ne odločimo. Jaz se zelo rada demokratično pogovarjam, pol mi je pa fajn, ker se odločimo, pa gremo. Pa se ne bomo še 96krat pogovarjali, to res, a smo se res tako odločili. In zato me mogoče percipirajo kot nekoga, a veš, kot tank, kar grem, kot vlak. Tako da na evropskem se veliko naučim, mi je zelo zanimivo in mi je tako v Sloveniji pa res čutim to, da če ne bi bilo te cele Young zgodbe, imamo tam že 4 različne projekte A sem oziroma preveč programe. fokusa dal, to ni, valjda ni to glavni fokus, Ne. Je pa res, da smo hotel mi sem ga začeli pa v Sloveniji. A veš, ja, veš, no, to ja. se mi zdi, ja. In smo navdahnili, zdaj so me glih prosili, ne vem, recimo v Bosni, če pridem tja, sicer v vlogi predsednice, ki mi je to zanimivo, govoriti, zato ker so prvič začeli Bošnjake, Srbe in Hrvate združevati. In to se zdi meni fascinantno. V tem uživam, če lahko spreminjaš. Ampak jaz imam teh zgodb s temi našimi Youngi neskončno. Mi jih imamo zdaj že 2500 in vsako leto jih imamo nove. In to so tako lepe osebne zgodbe ljudi,
ki ne zato, ker smo mi tako super trooper, ampak zato, ker so oni v okolju ambicioznih, proaktivnih, a veš, imajo se, tako kot si ti prej rekel, sva se imela. In tudi oni se dobijo skozi to zgodbo in je res lepo gledati. In pol je moja vedno želja, ne dajte nazaj, ker oni meni nazaj ne rabijo nič dajati, ampak pay it forward, dajte naprej. In tukaj se zgodijo mentorstva in tukaj se zgodijo tiste najlepše stvari. Je pa tako, da ampak se veš. Ti bi lahko bila spet zelo uniformirana direktorica, a ne? Bi verjetno zadovoljevala tudi potrebe, Jasno. ki jih ta direktorska funkcija, ne, od direktorja zahteva, oziroma, ne. Ampak ta tač se mi pa zdi, da nas pa dela pol drugačne, ne. Veš kaj, meni bi A je bila to težko? sila dolgočasna. Ja. Da bi jaz delala to, kar delajo tudi marsikakšen moj kolega po svetu, mislim, za znor dolgočasen, ne. Res, me ne bi zanimalo. Ker sem se pa jaz tudi toliko spremenila, da mi je bilo mogoče, tako kot sem rekla na začetku, bolj o meni, ne, zdaj se bom pa jaz pokazala, zdaj bom pa jaz dokazala, zdaj bo pa videli. Zdaj mi je pa res, ker gledam, kako drugi rastejo, si ne lestim nobenih zaslug, absolutno ne. Mi je pa res lepo, če lahko omogočam te platforme, kjer se ljudje pol povežejo in se rodi nova kvaliteta. To pa noro uživam. In tako sem, veš, tako kot bi imela 2500 mojih malih otrok, ne, ki so kar zelo veliki otroci. Fajn je to, no. To je res lepa zgodba. V času kakšne zgodbe manj, kar se tega tiče, te manj motivirajo, kaj ena stvar, recimo razvoj ameriškega trga, mi je super, ker vidim, kako potem ljudje tam uspejo in kako, ne vem, spet te zgodbe. Čas mi je pa tako, ker delamo tudi veliko, kar se tiče zagovorništva, tudi za spreminjanje zakonodajnega okvira v Sloveniji, ne. To pa mogoče rada se pogovarjam o argumentih, ne želim si, ne, a veš, recimo mi delamo tudi eno stvar, učiteljica sem, ker se mi zdi tudi pomembno, ker to, kar, tako, učitelj je zame absolutno najpomembnejši poklic. Ga ni pomembnejšega poklica. Ker če tako pomisliš, oni lahko uničijo eno celo generacijo, en cel razred, oni, se ti imaš, ne vem, krlinco recimo, ne, a veš. Ali bo vesela zdaj, ko te bo slišala? Ne, ampak res. Ja. In si lahko od blizu gledal, kaj pomeni, če imaš ti dobrega učitelja. Ja. In jaz se s temi ljudmi res, da je veliko, to je spet ena moja strast. In pol včasih malo skompenziram tiste stvari, ki so tako, da je nekaj, zdaj nekaj razlagam, s temi, ki so res lepe. Okay. In tudi želim, da biznis postane odgovoren, ker tudi posel, a veš, se ne delaš, tako kot midva nisva delala posla zaradi profita, mislim, sploh nisva razmišljala, si želim in upam, da ljudje, ki so v tem, vejo, da ni cilj, zdaj pa bomo mi ne vem kaj, ampak je cilj, da delaš boljšo družbo, no. In to je malo, in tukaj mogoče sem malo izven. Kako ti skozi te učke vidiš? Prej sva govorila o eni romantični fazi, ne, o tem, kako vendarle bi si domišljal, da imaš drugačen pogled, ne. Jaz, ki poslušam poročila, vidim predsedniške direktive o plastičnih slamcah in tako naprej, ampak to je verjetno beyond, ne. Jaz se včasih bojim, kaj pa če oni meni o slamcah govorijo, pa o Rivieri govorijo, zato ker v zadnje delajo nekaj drugega. In nočem izpasti teoretik zarote in tralala, ampak sej razmišljanje na ta način, ne, je po moje nevarno tudi za ostala okolja, ne, da se, ne vem, carine, se jih ne razumem čist, ampak si pa predstavljam, da če treba za jabolčni pomarančen sok iz Kalifornije v Kanadi plačati 25% več, da bo to big issue, če bo to se z Evropo zgodilo. Mislim, zdaj moramo nekaj razumeti, ne. Amerika je res dolgo zelo financirala vse, pa je pol vprašanje, kaj od tega imela, ne. In on zelo, po mojem, gleda zelo plastično, zelo business-wise gleda, ne. Kaj imam jaz od tega, če investiram, tudi če je to neka pomoč, kaj imam jaz nazaj? Kaj imajo moji ljudje od tega, če, ne vem, 50 milijonov ali kaj neka blazna cifra kondomov so bili drvani, pa to se vmes kaj ne. Ampak si čisto vseeno, kjer država je šlo, je rekel Elon, ne? Ja, ne. Tudi tam bojo koristni. Tako da, a veš, to so po mojem stvari, ki se tudi mogoče medijsko malo vse, po mojem karkoli bi zdaj v tem trenutku naredil, ne, bi bil viden kot demon. Saj tudi v Sloveniji vidiš včasih, da kdo lahko dela napako za napako, pa je vse v redu, nekdo pa naredi tudi kaj dobrega, pa nič ni v redu. In ta
ko se oži prostor, pa ne, da sem jaz kakšna zagovornica, sam poskušam biti tako realna. Aha. Po drugi strani mi je pa, mislim, ko vidiš pa take stvari, da se tako z lahkoto mečejo take male bombice, ne, pa sam strah, če se vsi zavedajo, da se pri tem pogajajo, ali bo ena bomba priletela, taka fizična, ne. Aha. In ni fajn, kar se dogaja, tudi mi v okviru in pri nas in širše, zelo govorimo, zdaj tudi mogoče z argumenti, ki pa, kot so se prej pogovarjali, niso slišani, ne. Recimo od tega odnosa je odvisnih, če samo o številkah govoriva, 20 milijonov delovnih mest. Med Evropo, med Evropsko unijo pa ZDA. Od tega je odvisno, vsi en pri drugih smo si največji partnerji, investicijski, in tudi kar se tiče, to govorimo seveda o triljonih, ne. Jaz sem si mogla prav enkrat, prav res sem si te nule napisala, kot trillion, pa vidiš, da tudi pri nas kdaj, tudi kakšen politik malo zameša milijarde pa trilijone, ampak, a veš, vse ljudje ne razumejo in zato je ta komunikacijski moment po mojem toliko pomemben, ker ti ljudje ne vejo, kaj je trilijon, pa ne, da jaz zdaj tako vem, ne, ampak si saj narišem, koliko je to nul, in ne mešam teh stvari, tako da mene včasih to, ko gledam, kako z lahkoto govorimo tudi o številkah, kar malo presenetljivo in od tega so odvisne potem družine, življenja in tako naprej. Da ne govorimo o tem, da ne vem, moj kolega iz Ukrajine, ne, a veš, on, ko se z njim pogovarjaš, njega je strah za njegovega sina. On ne razmišlja, bomo pa še 6 mesecev podaljšali te vojne, ne. Ali pa če, ne vem, če se pogovarjam z mojim kolegom iz Izraela, ki je pa naredil recimo šolo, kjer je bilo pol otrok izraelskih, pol pa palestinskih. Jaz si želim, da bi bila taka retorika v politiki, zato ker konec dneva imamo vsi otroke in si želimo kaj boljšega, kot to, mislim, jaz to, kar se zdaj dogaja, malo bi nas unplugala, malo umirila, pa bi pa zagnala naprej. Ne vem, če se zavedajo, kam lahko to pripelje, no. Vsi skupaj. A včasih ta, ne vem, je to sam navidezen občutek, ampak kakor they just don't care, a veš, se mi zdi, da pač jaz sem v eni vlogi, jaz igram neko vlogo, je to zdaj vloga, ne vem, nekega odločevalca, izvrševalca, ne vem, pač teram zato, ker je... Veš, kolikokrat se jaz to vprašam. Tako rada bi se pritihotapila v njihove glave, pa videla, kaj je čisto zares. Ker se mi zdi, da včasih tukaj, ko se potem osebno z nekom srečaš pa pogovarjaš, ne, Trumpa jaz nisem še nikoli spoznala, sem pa kakšnega drugega predsednika, ne, je to čisto nekaj drugega kot poza ali pa igra ali pa to, kar gledaš, in res se velikokrat o Mark sprašujem, ne znam ti povedati, ne upam si domišljati, da vem, ker ne vem. Ampak vidim kakšna stvar, ki jo recimo, ne vem, tudi jaz delam, pa pol, ko vidim, kakšni napadi so to, primer ti bom dala, ne, v enem trenutku, če bi to rekli v gostilni, nič za to, ampak v enem trenutku je bilo v parlamentu rečeno s strani ene stranke, da vsi, ki so povezani z Emčemom, Natom ali katoliško cerkvijo, jih je treba izobčati. Wow. Ja, ampak zdaj tako izobčati, kaj zdaj to pomeni, da me morajo, mislim, a veš, izobčanje je lahko tudi sila nevarna stvar, ne. Mi smo takrat zelo protestirali, ker sploh nismo razumeli, in to se mi zdi včasih, mislim, to ti na lastnem primeru govorim zato, ker v drugih si ne upam govoriti, ker ne vem, ampak jaz vem, koliko dobrega mi naredimo, koliko enih lepih zgodb imamo tukaj in ljudje sploh, they don't care, oni so si v glavi naredili, to so pa eni, ne vem, zlobci in pol kar, a veš, in tukaj mene strah, da se stvari poenostavljajo in pa se tudi vprašam, a si tudi mi domišljamo, da kaj vemo, zato ker smo videli te blesave klipe, ki jih gledamo kar naprej, ne. Ampak, ne vem. Ampak, okej, dajva reči, da mogoče je vseeno pomemben, kaj ti z pozicije predsednice, Se strinjam. direktorice, Se strinjam. rečeš. A se ti zdi, da ne vem, nočem razmišljati zdaj, ja, srečuješ se s poslanskimi skupinami, klepetate, pogovarjate se o poslovnih zadevah, ampak a bi lahko rekla, da je to neka politika on gro, ne mislim samo ene stranke, ne, ampak tako, a imamo to tendenco za boljši jutri, a ti čutiš, da je v ozadju vendarle skrita ta agenda
dajmo nekaj dobrega narediti. Jaz ne morem kupiti na koncu dneva ideje, da je nekdo hotel Litijsko kupiti samo zato, da je dal 1,5 milijona v žep. A veš, saj se jim, ne? Jaz mislim, da ja, ampak veš, kaj se pa včasih tukaj vprašam, ne? A tudi, ker se ne pogovarjajo pri nas, kar mene žalosti v Sloveniji, smo se nehali pogovarjati, da v bistvu kar neke divide delamo in se kar ne upamo pogovarjati. In to, da nekdo reče, kdorkoli, dajmo nekoga izobčati, je zame nesprejemljivo. Za kogarkoli, zato ker dajmo se pogovarjati, dajmo ugotoviti, morda se jaz ne strinjam, da je mi všeč ta roža, tebi je všeč, ampak zato se midva ne smeva več o ničemer pogovarjati. In tukaj so po mojem problemi, da jaz mislim, da vsak po svoje zares želi, ampak pa na koncu ugotoviš, recimo mi smo delali en projekt Partnerstvo za spremembe, a veš, velikokrat se je govorilo, javna uprava, same lenobe, nobena nič ne dela, ful so bedni. Pa poznaš pol tiste ljudi osebno, pa vidiš, da eni res veliko delajo, se res trudijo, pa po drugi strani ima ti iz biznisa, samo za profit in gre, koliko so čudni. Jaz sem bila pa pol malo vmes, ker sem se z enimi drugimi in smo naredili Partnerstvo za spremembe. Skratka, ljudje iz firm so še delati na ministrstvu in obratno. Wow. In to smo kar nekaj let delali, pa upam, da bomo še kdaj, ker so bili res dobri rezultati. In je bilo tako, da so ljudje prišli, a veš, da oni delajo, a bežno. On je pa rekel, ja, veš, da njemu ful pomembno. Ja, vem, ja. In to je po mojem tist, da se ne upamo pogovarjati, pa ne vem zakaj. Mogoče zato, ker nismo dovolj samozavestni. Se na koncu se moraš sam odločati. Ampak daj poslušaj človeka, daj naj te zanima, no. In to sem vesela. To sem pa iz najinega življenja ohranila. Ljudje so me zanimali vedno. Ja, na koncu dneva, ne? Vedno znova na koncu vsake zgodbe. Ampak, a se ti zdi, da lahko s tem vibom, s to energijo, ne vem, a lahko ti kaj daš? Zdaj grem pa spet, zdaj sem se jaz ujel v to majhno Slovenijo. Ti lahko kaj daš iz te našega izhodišča, ne vem, ljudem, s katerimi se srečuješ. Jaz gledam na Instagramu, kdaj objavite, ko ste šli na obisk, pa tako, ne vem, se mi zdi, da izpostaviš nekoga, ki ga jaz enkoli v življenju ne bi videl, ampak si zadnjič obiskvala, ne vem, smo prišli k tej gospe, ki dela to in koliko nas je navdušila in tako. A se ti zdi, da lahko kaj mi pokažemo ali pa kakšno našo dojemanje, kaj je drugačno kot... Jaz mislim, da ja. In ravno to je tist, da če kdo reče Slovenija majhna, zdaj so se že toliko navadili, da si ne upajo več tega reči, tako da pazi se. Vedno rečem, da je ravno prav velika. In vem, zakaj se mi zdi, da smo lahko vrhunski za povezovanje. Zato, ker nimamo te želje biti tako ogromni, ker pač, če pogledamo geografsko, pa res mogoče nismo največji, ne? Ampak imamo pa željo, da mogoče se preveč podrejamo, kar ni v redu. Skratka, biti drugi je nam okej, ker velikim narodom ni, ne? In zato lahko vidimo veliko teh in jih znamo povezati. Tako da jaz mislim, da zelo lahko veliko damo. Se če pogledaš tudi, ne vem, in šport, in znanost, in vse te stvari, ogromno lahko damo. Sam moramo biti samozavestni, moramo vedeti, da smo v svojem okolju, mislim, bodva realna. Ali bi midva lahko v Ameriki odprla televizijo brez kapitala, samo socialnim kapitalom? Nikoli. Never. Tukaj pa sva. In to so lahko toliko vrhunske zgodbe. Ali pa recimo, če pogledaš, ne vem, smučar, ne vem, zakaj se zdaj neko tako, ampak v Avstriji, da ti postaneš del reprezentance, imaš noro konkurenco in vprašanje, boš prišel med tistih 5. V Sloveniji ni te konkurence in mogoče tudi ti ravno zato dobiš priložnost. In v Sloveniji lahko najdeš priložnosti, res jih lahko. In tudi jaz, ko sem postala pač, ne vem, sem bila vesela, da so mi kolegi zaupali to mesto, ker je to voljena funkcija, ne, predsednice. Po drugi strani pa se zavedam, da grem marsikomu marsikdaj na živce, ker si mislim, kva ta Ajša iz te nepomembne države in kar jih jaz skozi učim, da Slovenija je lahko zelo pomembna. Ampak vprašanje, kaj znamo mi se zavedati, kaj lahko pomenimo za svet. In mene pa en velikih priznanje, ker je en od kolegov rekel, Ajša je naredila iz AmChamps in Europe družino. Kar je tako, 48 držav, družina, okej,
Mislim, to pa mi je neka lepa zgodba, ne. In pol, če kolektivno vsi mi damo telefone na mizo, imamo vse odločevalce noter, ne, lahko kaj lepega naredimo. Ali pa čisto nič. In to je potencial. In tudi znotraj te mreže je včasih strah, ne, zakaj bi mi zdaj kaj rekli. Jaz pa mislim, da mi moramo povedati, ja, da biznis ni samo biznis in ta gospodarska povezava ni samo zato, da jo bomo služili, ampak je zelo pomembna za življenje ljudi, pa tudi upam, da zato, da ohranjamo nek mir, ki je zdaj zelo, po mojem, vprašljiv. Tako lepo iztočnico si mi dala, da te peljem na družino, pa na zasebno verzijo, ampak vseeno moram še, ne, a bi rekla, ko si na tej poziciji, si videla in demokrate in prvi mandat Donalda Trumpa, zdaj ta pozicija, a bi rekla, da ti dramatično čutiš dikcijo, ne? Mi tukaj smo še vedno pri tabelih, pa pri saj verjetno imajo tudi oni neke točke, skozi katere se dividajo in si razlagajo. Jaz sem bil na koncu presenečen, da je bila ta razlika, če sem prav razumel, popular vote, naslednjič me moraš povabiti, ko čakate rezultate, jaz ne vem, Eurosong, to je po mojem malo zaradi te gejevske zgodbe, malo kakšna bolečina iz otroštva, ampak ta drug dogodek, ki ga pa celo noč gledam, so pa rezultati volitev. To ti moram pa res, bomo prosti. Ja, nujno, to je greh. To mi ne pustiš. Ja. Boš naslednjič. Jaz kaj je bilo zanimivo. Spremenil se je odnos in to ni najboljš. V Ameriki je bilo tako, da včasih ta politika, si se lahko pogovarjal o orožji, ne, pa sva pa šla na druge teme. Tudi v Ameriki se je to zgodilo, ta res divide. Ker prej demokrati, republikanci, sploh v lokalnih okoljih, so kar zelo skupaj delali. Zelo so skupaj delali, zdaj pa je ta jeza, kar pa nikoli ni dober, ne. In to me pravzaprav žalosti, da vidiš, da so še tudi oni v to ločnico, ki ni več dialoga. Je pa tako, da če pogledamo prvi mandat, kar mene vseeno nekako umirja, ali pa upam, da bo tudi tako zdaj, ne, ni bilo nobene večje vojne v prvem mandatu Trumpa. Okay. Pa so pa začele papati, ne. In tukaj jaz upam, da kljub vsej tej zoprni retoriki, da bi bil to. Ampak glej, moja Rožna, preveč me poznaš, to sem prinesla iz prejšnjega življenja. Politično si nekorektna, ker so zelena tudi čisto reda. To je pa tudi res, oprosti, jaz bi mogla v tem, ja. Sam še eno vprašanje. Če se mi kot Evropa ali pa mi kot na drugi strani ali pa Kitajska bojimo teh nekih razmišljanj, a ti čutiš dogajanj s to spremembo vlade, a se ti zdi, da tudi ameriška podjetja previdno opazujejo oziroma kako? Vsa podjetja imajo zdaj veliko krizo. Zato, ker najhujše, kar lahko narediš, je to, da je toliko vse nepredvidljivo. Veš, včasih so se delale strategije za naslednjih 5 let, pa smo začeli govoriti o dinamičnih strategijah, ki si jo sicer naredil, pa si jo pa skozi prilagajal. Zdaj pa dejansko ne veš več, kaj bo. Pogoji se spreminjajo tako zelo prehitro, da ti na neki osnovi in to je tako kot puzzli, ki jih imaš, pa bi se ti pa skozi premikali in ti probaš sestaviti celoto, ampak to je prehiter, to, ne, in je to, a veš, recimo ena stvar, o kateri mogoče premalo razmišljamo, pa govorimo, je, kako bo umetna inteligenca, ne kako bo, kako je spremenila naša življenja, koliko priložnosti prinaša, po drugi strani pa jaz bi bila tukaj tudi zelo previdna v teh razmišljanjih, kaj vse pa lahko gre narobe, veš, ker če si ti zdaj drznaš reči, da mi lahko, meni kdo reče, ja, če bo šlo pa narobe, bomo pa izklopili, veš no, dajmo zdaj izklopiti svojo elektriko, kaj se bo zgodilo? Civilizacije brez elektrike ni več. Fertik, konc. Ne vem, če se bo spomnil, ko se enkrat v New Yorku leta nazaj zmanjkalo elektrike, tolpe, razbijali, vse živo, ker je vse vezano na elektriko. Semafori ne delajo, drugega bomo pičali. Zdaj si pa sam to preslikaj na moč quantum computinga in vsega tega in hitrost, ki se dogaja in kaj lahko naredi umetna inteligenca. In mi se ful ukvarjamo, bomo slamce plastične imeli, premalo se pa ukvarjamo z umetno inteligenco. A vidiš, zdaj prišla ti, jak sem jaz v strahu za plastičnih slam. Ampak posluš, ja, no, ampak prej si moja tašča omenila
ona pravi, ja, mi smo bili v uni fazi, ko so nam elektriko priklopili, ne, se pravi, mi smo šli iz teme v neko svetlobo in meni se to in najinim otrokom se to zdi pač logično, da pritisneš. Samoumevno, ne? Ja. Bojim pa se, da smo mi ali pa moja generacija, ti očitno veš tudi, kaj je kvantum kompjuter, to jaz tudi ne razumem, ampak se bojim, da smo v enem zanikanju tega, ne. A veš, jaz sem zadnjič naložil si banko na telefon, da lahko s telefonom plačam, meni se je zdelo to Dosežek. odkritje stoletja, ne. A veš, se bojim, da mi mogoče tudi malo ne znamo tako zelo še, da je to generacija, ki jo bo povozil ta moment. Po drugi strani imaš pa tukaj otroke, recimo, Ja. ki pa to dejansko, ne vem, če si videl, da so naredili en klip je tak luškan, ki dajo 11-mesečnemu dojenčku tablico in ful ve, a veš, takole dela, vse zna Jaz delati. sem zadnjič sliko v časopisu. No, vidiš, si hotel povečati. Ja, ampak ta malim je to res urojeno, ne? Hkrati pa živijo v enem sporednem svetu, ki si mi domišljamo, da ga razumemo, pa mislim, da ga tudi ne, in verjetno iz tega izhaja marsikaj, kar ti tudi vidiš, ko jih posadiš na kavč. Tako da to je en delček, drug delček je pa po mojem to, da si domišljamo, da kot ljudje lahko še vedno določene stvari ustavimo. Zdaj bomo pa mi rekli, mi se ne gremo več umetne inteligence in bomo ven potegnili. Kaj pa bomo potegnili ven? Kaj točno bomo naredili, da bomo to ustavili, ne? In veš, da takrat, ko je ChatGPT ven prišel, so za trenutek te, ki so bili avtorji, rekli, wow, dajmo mačkam bolj počas, ne? Tudi recimo na področju biotehnologije, kjer je zdaj neverjeten razmah in kjer se lahko noro pozitivne stvari zgodijo, od ozdravljanja recimo sladkorne bolezni, do tega, da bojo ljudje, ki so imeli infarkt hrbtenjače ali pa poškodovano hrbtenjačo, spet lahko, in to je noro lepo. Ali pa ljudje, ki so Samo da imamo pod pretvezo tega o tem ti govorim. legalizirali ali pa legitimirali tudi vse ostalo. Recimo ta hyperlink, to, kar tudi dela Musk, ne, vrhunsko, ki je gospod, ki je bil tetraplegik, ki je lahko končno spet se povezoval in tako, ampak kaj pa, če damo to enemu vojaku, ne? In jaz mislim, da tukaj recimo Evropa lahko ima neko vlogo. Zdaj, a bojo drugi deli sveta to poslušali, vprašanje, ampak Pa smo znamo biti glasni? ne, no in Ne, to ti hočem to pa ne. povedati. A veš, mi skozi kaj on reče, kaj pa Ja. mi rečemo? Kje smo pa mi? Ja. Mi pa bi mi malo regulirali, ne? No, ampak mi smo se ukvarjali z regulacijami, ne? Zelo veliko. Medtem, ko je Amerika v bistvu na nek način, Kitajski sploh Sploh ne ne govoriš, govoriva, ja. ne? Ja? Ampak Evropa se je pa ukvarjala z regulacijami regulacij, Ja. z regulacijskimi predpisi za regulacije, ne? In a se ti zdi, da je zdaj tukaj kaj drugače? In jaz mislim tukaj, da ti reguliraš in poskušaš nekaj zamejiti, prepovedati, zato ker v bistvu ne obvladuješ materije in te je strah. In je ful lažje, hkrati se pa strinjam, da je prav, da nas je določenih stvari strah, ker ko enkrat, ampak še enkrat, umetno inteligenco, Evropa lahko jutri reče, mi se je ne gremo več. A misliš, da jo bomo ustavili? Pa jaz nisem za to, da jo ustavimo, ker vidim, ampak vidim kup, tako, kot bi rekli, ne vem, a hočemo kladivo prepovedati, zato ker lahko žebo zabiješ ali pa enega ubiješ, ne? A mogoče premalo se zavedamo tega in premalo govorimo o tem in premalo in še vedno živimo v nekem zanikanju, jaz mislim, da živimo v zanikanju, ne? In mislim, veliko o tem razmišljam, se tudi s tem kar nekaj ukvarjam, zato ker, in potem se vedno vprašam, veš kaj lahko jaz naredim. In ker se to vprašam, pol vedno rečem, ok, jaz lahko spreminjam mogoče manjši delček, včasih sem si zdaj mogoče celo naložila malo večji delček, ker predsedujem nečemu, ne. Probam biti realna, kaj lahko jaz sploh naredim. In zato me toliko veseli, ko delam z učitelji in ko delam tako, ker se mi zdi, da ta delček imam vsaj nek vpliv, na globalni ravni pa pač upam, ne, in probam vsaj z nekimi dejanji deloma spreminjati, ozaveščati in tako naprej, ne. A se ti zdi, da je drugače, če pokliče Aša Vodnik, ne vem, predsednika vlade, kot če kliče, ne vem, nekdo drug, se ne vem, če znam pravilno formulirati, ampak v bistvu, a veš, že to, da se pogovarjaš, ne, se mi zdi, saj ne gre za to, da bi ti zdaj nekomu naročila,
da tudi ne morem tega načina naročati, helikopterje, ne, veš. ja. Kar se mi zdi pa pomembno, je pa to, da ostanejo ljudje odprti, ker dostikrat se tudi zaprejo, pa je še vodnik nobody, ampak če pokliče, ne vem, generalna direktorica nečesa ali pa predsednica nečesa, moraš biti po mojem toliko samozavesten, da dvigneš klic, dobiš informacijo in se pol sam odločaš. Jaz tudi na naši evropski ravni vidim, da je ljudi tega ful strah. Če jim kaj rečeš, se ne rabiš me upoštevati. Jaz ti sam povem, kaj jaz mislim. Ti meni povej, kaj, ker to je temelj dialoga. Zelo redko najdeš še sogovornike, ki te takoj ne zablokirajo, zato ker rušiš njihov mehurček. Ja. In ti prideš z novo, jaz pridem zdaj z neko novo informacijo, ne, ti imaš pa svoj urejen svet, v katerem verjameš, da si najbolj zveličavan, najpametnejši, najlepši, whatever. In jaz ti pa povem, mogoče pa to tako ni. In jaz uživam z ljudmi in jih zelo spoštujem te, ki se lahko totalno drugače mislimo, ampak so se pripravljeni pogovarjati. In sem se pa mogoče tudi naučila, ko sem bila mlajša, sem hotela pol zdominirati to. Zdaj mi pa to ni več važno, važen. Si želim, da bi šlo v to smer, ker jaz mislim, da je pametno, ampak si pa dopuščam tudi to, da ni nujno, da je najpametnejše. Zakaj? A je ego lahko zgodba v dialogu dveh? Si imela izkušnjo tega? Tega je veliko, se veš. Tega je po mojem ogromno in jaz včasih sem mogoče krivična, ampak rečem, ful pri moških opažam, koga mamica ni dosti božala. Mislim, žal mi je, ampak a veš, in pol, če udar ven to pri 50-ih, ko ponovadi udar ven, so ljudje na pozicijah. Jaz se zato, veš, ko ponovadi pridejo ne glih okoli teh let, to je kar zoprno. Mislim, ampak včasih sem se ful trudila, ne, zdaj bom pa jaz, ne vem, zdaj pa pač probam, če pa ne gre, pa veš, kaj čem jaz, ne. Mislim, vem pa, kaj je moja naloga, pač vem, čemu, ne vem, recimo misija AmCham Slovenija je boljše poslovno in življenjsko okolje. In pač jaz se za to trudim in mogoče jaz tudi kaj vidim narobe drugače, ampak se mi zdi škoda, če se ne znamo pogovarjati in mi nekdo reče, da je mojo izobčati. To mi je tako, zakaj? Kaj je to? Sam po drugi strani so te pa zraven s Kristjanom dal. Ne? Razumeš, v tak grozen širok jaz pa papež, ne? Ja, veš, v en tak grozen širok spektar, ne? Razumeš, veš. Jaz se spomnim, da mislim, jaz sem hvaležen, da televizije nisva delala v času socialnih medijev, bi si želel zaradi tega, da bi dosegli več ljudi ali pa da bi lahko povedali, ampak se mi zdi, da je danes to zelo težko, ker je vsak v poziciji, ne, ki zdravi neke svoje frustracije v smislu, ne, ti si bila taka pa taka, jaz sem bil ta drug in tako naprej. In se mi zdi, da mene je zaznamoval na neko obdobje, ne vem, če bi 20 let nazaj, pa to ne govorim, da je bilo 20 let nazaj. To je čisto hipotetično, ja, hipotetično govorim, ne. Če bi takrat imel issue, ne vem, svojo plešo, takrat se mi je zdelo, da še nisem bil toliko plešast, ne. Imel sem big issue s podbradkom, ki me danes v resnici ne tangira, ne. Ampak sem ugotovil, da so mi to ustvarjali drugi, ne. Da ko je nekdo napisal, spomniš, ko sva imela pisma svetega Jožefa, ki nam je pisal na te dopisance, ne, in nam je povedal, kaj sva narobe. Ja. In zraven seveda pripisal tudi moj podbradek, ne, in tako. Sama misliš, da so to tudi leta, Mark? Jaz pa mislim, da... A misliš, da je? Ja, izkušnje leta, veš, kaj je točno pomembno, takrat se pa še iščeš. Jaz včasih rečem, da ti komentarji, ki jih zdaj bereš, ne... A bereš? Včasih ja, zato, ker vidim, kam gre miselnost, ampak zelo kritično, zato različne medije gledam in tudi različne social medije gledam, zato, ker če bi bila samo v svojem bablu in bi rekla, ja, tole, zdaj pa vsi takole mislijo, ni res, ne. Ampak včasih pogosto, no, sem rekla, da je to tako, kot greš na Oktoberfest, a veš, ko vsi pijejo barom, pa imajo pa bruhalnike, ne. Mislim, jaz ne bi šel v bruhalnik gledati, kaj se noter najde pametnega, ne. In zelo se mi zdi pomembno, mi recimo, kadar želimo pa kakšne komentarje pri nas na kakšnih dogodkih, pa vedno želim, da se ljudje podpišejo. Ker se mi zdi, da če se ti podpišeš, lahko izraziš mnenje vsak. Pa tudi, če mi rečeš, ne vem, karkoli mi reč, sem podpis se. Res ne maram teh anonimnih. Po drugi strani je pa res, da ljudje zdaj tudi s podpisom
postajajo marsikdaj zelo grobi in če pogledaš platformo X, je zelo podobno, oprosti, temu bruhalniku. Ja, jaz se spomnim, ko se je Tristan rodil, in je en fejst človek napisal en fajn članek, o tem dogodku in, odspodaj so bili komentarji, ko so, ljudje iz Facebooka v bistvu se pravi, svojim profilom, ne. In to je bil tako sočno izrazoslovje in pa seveda jaz, ko se rad mučam, sem šel, ne, klikat in to ni bil to en zafrustriran 22-letnik, to je bila gospa, 65 let stara, ne, a me razumeš, kaj hočem reči? A zdaj bi še to bral? Ne, No, se vidiš. mi zdi, da sem, ja, ampak tako sem razmišljal, ne, ona je vedela, Da boš ti da vedel. je Jožica Novak in da je, Ja. ne, pa je Meni to vseeno, noro. a veš, tako se mi zdi, da se ljudje čutijo poklicane. Okej, medtem so se nama zgodili 4 otroci. Glih prej sem v maski razlagal, da sem iz urada predsednika države dobil čestitko. Za Pijo, ne? Ja, ko se je ta Pija rodila, ne. Se mi zdi, da pač tudi to prezenco, ne, tudi mogoče sploh jaz, ti si televizijo furala s Pijo, potem si rodila še sina in hčera. A se ti zdi, da je s to percepcijo tega dojemanja, da imava otroke, da živiva neko življenje odgovornosti do otrok, a se ti zdi, da je to drugačna dimenzija? Jaz mislim, da ja, ampak tudi verjetno za naju je to popolnoma drugače, ne. Čeprav Pija je bila, spomnim se, kako je bila z nami na Krfu, pa si ti rekel: "Pojdimo ven hitro posnet," pa smo pogrebni sprevod snemali, ti si pa rekel, da ne vem kaj. Ja, no. To so zame nepozabni trenutki, res noro. In tudi v Piji so vstali, ne boš verjel. Ona se spomni, pa veš, da je bila takrat stara 2-3 leta, pa se res veliko drobcev spomni, kar je meni neverjetno. Tako, zadnjič me kliče prav: "Mami, ti si mene uničila," pa jaz: "Madona, kaj pa sem naredila prav?" Slišala sem pesem Vukovi Umiru sami in sem celo znala zapeti, pa prvič v življenju sem jo slišala. Okay. To zna biti kaj na tem, da sem jaz kdaj to kaj predvajala, ne. Tako da, take lepe drobce pobira iz tega, no, in se tudi spomni Karlince, Roka, tebe, veš, tako ful zanimiv. Ja, jaz mislim, da mene je to totalno spremenilo, že Pija, ampak takrat ob Piji smo živeli ta nori ritem, kar je kar precej zmešan, ne. Ampak meni so otroci pač, vse ostalo mi je igra, oni so mi pa del mene. Ja, ta situacija, ne, ne, jaz pa vem, da je tvoja mami toliko zasedena, da ne vem, če odvignila telefon. To je grozljivo. Ja, ne, to boš grozljivo. vedela, o čem govorim, ampak tako se mi zdi, da pa valjda, če Donald reče America first, bi pa Ajša rekla otroci first, ne. A se ti zdi, da je to tako v enem primarnemu aspektu tvojega dojemanja ali pa tvojega genskega zapisa, ne? Kar je meni kar malo mogoče grozno, je, da marsikdo sodi, kaj bi jaz naredila in kaj ne bi, ali pa kaj bi ti in kaj ne bi. In toliko, kar si ti naredil za tvojega sina, si predstavljam, da če ne bi bilo vseh prejšnjih življenj in povezav in tako bi težko, ampak vsak bi mogel to narediti, pa nisem prepričana, če bi. Tako da, kar se tega tiče, Mark, Sam je strah, a veš, strah je v ljudeh, ne. Ja. Jaz sem mogoče glih toliko patološki, da tega strahu nisem imel, ne. Večino Ko imaš staršev, otroke, a imaš strah? takrat bi mogel gristi, ne. Mislim, jaz se počutim kot lev. Je pa res, da te pa kar sodijo, ja, in ti pa začnejo, recimo, ena od mojih hčera je ful prizadel, ker so me mame izločile, ker so hodile na neke, ne vem, kaj so imele. Ali pa recimo, enkrat so mi tudi povedale, ena od mojih: "Ti pa nič v življenju ne znaš." Sem rekla: "Daj nehaj, kako to misliš?" Pa je bila mačkana: "Ja, ker ne znaš kuhati, ne znaš tega." Sem rekla: "Super." In a veš, takrat me je zabolelo, kaj ti meni, da ne znam. Ampak sem rekla: "Ampak veš, kaj pa vse znam." In pol sem jo v bistvu prepričala, kaj jaz vse znam, ne. In je drugače gledala, ali pa ja, tako, kot si rekel, se mi je tudi zgodilo, da je kdo rekel, da če se komu od njih kaj zgodi, tle pa pol pride do moje resne meje, potrpežljivosti, dialoga in vsega,
To si pa ne dovolim. A ni grozen, da živiva v svetu, ko lahko to nekdo reče? To je ful žalosten. In ful prizadene in to, da, mislim, mene ne prizadene. Jaz si sam mislim, kar bom rekla, ampak ne moreš biti tak, kreten v smislu tega, pa ni lepo tako reči, ampak tle ni meja, mene pa tudi tukaj vse mine, moja potrpežljivost, ga moramo razumeti, pa ima težko življenje. Ne, tega pa ne morem razumeti. To je pa zloba. In ful je hudo, ne vem, zakaj ljudje to delajo. Pa smo pa lažje tarče, veš, vsi mislijo o tebe, so ful dobro poznali. A kdo videl, koliko si ti trpel zaradi vsega, kar se je dogajalo, pa ne vem, kaj vse so razlagali tudi v tistem času. A je kdo pomislil na to, da je to eno bitjece, da je to en mali fantak, ki sta ga s toliko ljubezni vidva reševala? Ne vem, če je. In to jih je lahko sram. In vsi ti komentarji in vsi ti napadi, in to me res moti. Ampak, če se mi to dogaja v biznisu, jemljem kot del igre in se mi zdi, ampak na otroci. Private pa ne. To pa ne. Koliko je Rok, tvoj soprog, koliko se ti zdi, da je to eno zavezništvo zmagovalno v tem smislu, da ti lahko izživiš, da se izživljam. Ampak da lahko živiš tudi ta svoj in mama moment, ampak tudi biznis moment. Kako se ti zdi, da je pomemben, da partner, a veš, ni intimni, da ni moja Ana bojezna, ker sem spet angleščino uporabil, vse skozi. Koliko je partner lahko sfrustriran zaradi tega, če je partnerca, ali pa obratno, saj tudi hočem reči obratno. Pa se po mojem, a veš, da bi rekel, skozi ful navijamo. Jaz tudi, ne vem, verjetno me kdaj tudi pogrešajo, pa bi si želeli imeti govejo juho, ne. Saj nič narobe, ampak pač po drugi strani pa ne vem, Rok ve, da tudi to sem jaz in da pač saj lahko pridem na kompromis, pa bomo kuhali, pa je res, da on mene potem, ko sem Jana rodila, pa sem rekla, veš kaj, jaz bom pa kar sabbatical, ne vem, koliko let, me je prosil, če grem mogoče kaj delati, ker je mislil, da v znoru, ne. Veš, zato, ker pač jaz sem ratvala pol malo taka zateženka, ne, ura je že 4, pa te ni, ne, drugače pa mene nikoli ni bilo do 6, ne. Ne hote, ker sem iskala svoj prostor, ne, tako da jaz mislim, da sem midva v eni tako, on recimo zdajle ta teden smuča in me kliče in pravi, koliko je dobro, kaj 2 metra snega, in jaz se tam, in se mislim, ful me je strah, da se ne bi zgodilo, hvala Bogu, da on zadnji dan bo v redu, ne, ampak, a veš, tudi jaz sprejemam določene stvari, ki del njega, pač njega to noro veseli, meni se pa zdi, da bi mogla vsak dan, ne vem, s turnimi smučkami hoditi 5 ur in se pol po 2 metra smučati, ne, hvala, ne. Ja, pa z veseljem grem pa kdaj na kakšno smučišče in tle po mojem si pol najdeš nekaj, da dojamaš, da tvoj partner ni sam zadovoljevalec svojih potreb, ampak je tudi zadovoljevalec svojih in ve, da mene to res, kar delam, veseli, me kdaj tudi frustrira, zato si mislim, ampak hkrati pa, a veš, meni je res zanimiv, pa en dan spoznam enega, ki je bil v vesolju, let pa pol spoznam enega predsednika, ampak zelo gledam na to, radovedna sem do ljudi in mene zanimajo ljudje in verjetno, če ne bi bila na taki poziciji, bi težko prišla do tega in zato je mene recimo vedno televizija privlačila, ker ti pred mikrofonom lahko človeka vprašaš stvari, ful hiter, ki ga tudi ne poznaš, toliko pretegnenih stvari ali pa toliko izven okvirja, ker verjetno, če bi ga na kavi vprašal, bi tam mislil, da nisi čist cel, ne? Ja. No, na primer, eden od mojih naslednjih gostov bo gospod Feri Lajnštek. Tako se mi zdi, da imam skozi eno to neko romantično idejo, da se mi zdi tak navdih in tak kreativc. Ampak jaz ne morem kar poklicati, pa reči, Feri, prid na kavo. Bova kakšno rekla, ne. Pa vse te bom vprašal, ful, ker me zanima. In se mi zdi, da je pač televizija in tudi mogoče ta razmišljanje skozi ta podcast, ne, da klepetamo, ne. Mi, da sva šla, ne vem, nekaj časa nazaj, sva šla po res dolgem času na večerjo, ne. In kaj je bilo meni fascinantno je, da se je zdelo, da vmes tistih nekaj 2 let, 3 let ni bilo, ne. Da sva se pogovarjala in tako, ampak se mi zdi, da je tudi za partnerski odnos ful pomemben, ne. Eno je siguren ta kompromis, tako kot si ti rekla, ne, jaz tebi dovolim turno smuko, dovolim, v narekovajih, pač si jo vzem, ampak ne me duši, da moram jaz iti s tabo, ne.
in absolutno jaz razumem to, da sem v službi. Ampak kaj pa ta, da lahko živiš, a se ti zdi, da lahko živiš en del, a ne, naprimer tvoja čakra govori zelo o tem, da je zadovoljevanje potreb drugih pred potrebami, lastnimi potrebami, a ne, da je to zelo močno aktiviran pri tebi. Pa se ti zdi, da vseeno lahko malo ajšo živiš znotraj odnosa, znotraj vloge mame, znotraj vloge direktorice, a lahko? Ja, mislim, zato ker me res, a veš, res mi je, mislim, ta delček, da sem radovedna, to, da me res veliko nagrad. Ok, to, da vidim, da so moji otroci srečni, sem včasih mogoče kar malo že preveč on top of it. Okay. In včasih mogoče tudi ne spustim v smislu, da deli, kar hočeš, pa tako si želim malo skozi, malo manevrirati, ker si toliko želim za njih. Za njih si pa res toliko noro želim. Tako da se mi zdi, da se tudi to učim in tudi, a veš, tako, kam imaš 3, ti imaš 3, ja, jaz imam pa 3, ne. Super, ja. Te po mojem, ti otroci res veliko naučijo in meni je noro, recimo, ko mi čakam, ker imam zmenk v Istanbulu spijo, ker lansko leto, ko je bila 25 let stara, sem še presenetiti na Dansko, ker tam živi in jo zelo pogrešam, živa mi da eno drugo dimenzijo, jezi me sam, ker noben od njih se ne vidi mogoče toliko zelo, da bi živel v Sloveniji in tukaj jemljem pa to osebno, ker se pa skozi trudim, da je okolje tukaj bi bilo tako, kjer si želijo mladi z energijo, s talentom živeti in res upam, to pa je kolektivna stvar in jaz resno mislim se norca delo. Želeli otroci biti tle in zadnjič sem jim poslala, sem rekla, no, zdaj pa super, zdaj pa sam še Jan mi parjal kakšno madžarsko, pa me bojo vnuki klicali grote moder, nagi mama, a veš, ne nočem tega, da jaz sem lahko prosim, da vem karkoli že, ampak a so lahko tleno. Tako da, lej, to so spet moje neke projekcije, lahko, kaj pa, če se odločijo, da sploh ne bojo imeli otrok? Mislim, to upam, da ne bojo naredili, ker to bom res žalostno. Ne, nimaš te sreče. Boš imela aktivna. Ne, ja, jaz sem imel zadnjič, na Baliju sem imel eno družino, in je obe hčeri v bistvu sta bile tam staršema in obe seveda razmišljata in imata obe partnerje iz drugih koncev sveta in je ta zdravilc, ki hodimo k njemu, je rekel mami, ne, daj spusti veter, in če je v resnici bilo meant to be, da pride ta bo, če ne smela pa zmenka v Istanbulu, a veš, kaj hočem reči, ne? Ali pa v Belgiji, ali pa tako, ne? A se ti zdi, da nas frustrira ta ideja, da jim je premalo, ne? Včasih smo rekli, oj, ne morem iz tega Krana, jaz moram v Ljubljano, meni se zdi, da se mi svet odprl, ko sem v srednjo šolo v Ljubljano prišel, ne? Zdaj se mi pa zdi, da... Mislim, da to je fascinantno, da je svet zdaj toliko na dlani, kljub temu, da so prej rekla, da je zmešan, ampak hkrati ima pa ful priložnosti in to je res dobro in je super in zadnjič mi je rekla, da dela po 12 ur trenutno, zato ker zaključuje magisterij in tudi dela in tako. In jaz, ja, kako je pa to zdaj možen? Pa rekla, da mami, no, da spomnim se malo nazaj, ne. Veš, pa sem pol malo odvrtela v naše začetke televizije, ne, ker smo verjetno po 16 ur delali, ne, čeprav je, da sem mi da vse to dobila, ne. Nama so to dali. Vse so nama dali. In to, in take stvari zdaj spuščam in sem pa res sem ponosna tako, ker vidim, da imajo neko svojo voljo in hočejo po svoje in na živo sem ponosna, ker je naredila stvar in se je odločila in rekla, jaz bom tako in jo vidim, da zdaj, ne, ta mama mi je pa že povedal, da je on odrasel moški in da naj neham jaz komandirati. Tako da lej, pri meni je vse rešen. No, rečemo, da je tvoj malo starejši in da je zelo podoben stavek uporabil tudi moj, tako da očitno sva na dobri poti, da imava to zrihtano. Daj mi Ajši sam še to povej, tako sem ta Ajši klica. Pa si mi rekel. Daj mi sam še to povej, kaj pa vidiš za naprej, če sem tle lahko mal, ne sam za izhodišče v smislu tega, kot Ajša, kot mama, kot direktorica, kam gremo, no? Prej sva rekla, da izklopiti se ne da, daj mi nekaj pozitivnega, daj mi eno pozitivno afirmacijo, da... Ja,
Prej sem te nekaj podobnega o maski vprašala. Ker ti malo bolj vidiš te stvari kot jaz, ker jaz mogoče živim v trenutku in skozi Se to je razmišljam. dobro, veš? Ja, jaz skozi razmišljam, kaj lahko zdaj naredim, kaj lahko jaz naredim. Včasih si dajem to breme, hkrati pa ne vem, a res lahko kaj. Tako da jaz sem si tako zase rekla, ne, jaz bom poskušala delati vse, kar je v moji moči, zato da bojo stvari normalne, da bom poskušala in ne, a lahko jaz vplivam na vse, ne morem, a lahko na koga, verjetno lahko, a znamo komunikacijsko kaj narediti, po mojem znamo, ne. Tako da poskušam se ne toliko usmerjati, a veš, si ti izreki, spremeni sebe in spremeni se bo svet, ne. Pa na koncu koncev mogoče je to zelo res, ne. In ti, po mojem, lahko kljub samo, ke sva prej o teh mehurčkih govorila, vplivaš na svoj mehurček in zdaj, če je ta mehurček res velik in vsak vpliva še na svoj mehurček, pol vseeno verjamem v neko pozitivno zgodbo in ne vem, zgodbe, ki jih slišim tudi recimo o tvojih potovanjih na Bali, ke tako hecno zdaj prihaja do mene, a ne, saj ti s tem spreminjaš življenje teh ljudi in oni pol spreminjajo naprej, tako da naši Yangi so naredili v bistvu en tak think tank Snežna kepa, ki ravno o tem govorijo, kako, če se pozitiva vali in tukaj jaz imam mogoče neki vpliv, da jim lahko pomagam to kepo valiti in to poskušam delati. In si mogoče ne nalagam zdaj, zdaj bo pa katastrofa, še vedno verjamem, da ne bo, še vedno verjamem, da bom babica, kjerkoli že bojo, tudi če bom nagi mama, v redu je, ne. A nagi mama je na Madžarskem. Saj vem, da sem to zdaj na glas rekel. No, lej, po pomoč. Ja. Še ena tvoja zaveza. Ja, lej, no, očitno je šlo. Še eno zavezo tvojo bi te prosil, ke vem, da veš ali pa da slišiš tudi skozi te učke, te ljudi, s katerimi se srečuješ, daj mi pomagi kakšnega človeka, a veš, ke se boš srečala s kom, pa se ti bo zdaj, to bi bilo pa, da bi ljudi, a veš, tako, se mi zdi, da bi na ta način rad naredil s tem podcastom eno zgodbo, v tem smislu, da če boš zaznala nekoga, ke boš rekla, da ima nekaj za povedati, da boš rekla, hej, Mark, daj tega poklič. Se veselim. A veš, tako, ne, se mi zdi, da bi glih na ta način, da lahko na ta način to tudi en del te Snežne kepe vrtim. Ful hvala, cel seznam dobiš od mene, dragi moj, saj veš, da sem jaz učinkovita, tako da, ne, res veliko fascinantnih ljudi srečujem na krajih, kjer si niti nikoli ne bi predstavljala, a veš, in to meni da upanje. Boš dal nekaj ven, tudi iz njih, ker mogoče niti sami pričakovali in to se mi zdi, da je pa tvoja močna točka vedno bila. Neskončno vesel, da tako misliš. Jaz sem en daril za tebe. Res? Nočem reči, da je to darilo pokrovitelja, ampak Ana pa Nejc iz Avimeda sta v bistvu tako, se mi zdi, da sta tako malo passionate v tem, da razumeta, da delamo dobro, če se pogovarjamo, če širimo dobre misli, in se mi zdi, da sta zato stopila zraven v to zgodbo z mano, da lažje klepetamo, oziroma da je tako, kot mora biti. Tako da je en darilček za tebe, ti dam, ampak se veš, ko sem privezan na mikrofon, ker drugače bi te ljubčkal in objemal in neskončno. Si v polke, ne bo več kamer. Hvala tebi, tudi za vse ostale drobce, kar se spreminjajo, pa vesela sem, da sva imela tisto večerjo, da sva imela vmes malo amnezije, ampak da se vedno znova najdemo. Sva jo rabila. Po mojem tudi to rabiš, ne, ta intenzivnost je bila toliko velika, tako da. Hvala. Ful veselje in čas, da si bila moja gostja. Tako, oddaja je konc. Eva nima več napake. Ja, Eva brez napake, v redu. Lahko noč.